Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Boštjan Cizelj, SDS, kako bi ocenili prvo leto delovanja nove mestne oblasti in tudi prvo leto delovanja tega mestnega sveta v novem sklicu? No, to vprašanje bi, če dovolite, razdelil v bistvu v dva sklopa. Eno bi mogoče ocenil skozi oči svetniškega kluba, skratka delovanje naše svetniške skupine, drugo pa mogoče samo, tako je vprašanje mestne oblasti. Če začnem na svetniškem klubu, moram reči, da na začetku, skratka takoj po volitvah, lahko rečemo, da smo bili z rezultatom, lahko rečem, zadovoljni, ker smo pridobili svetnika več, nismo bili pa ravno najbolj navdušeni, ker gledano po odstotkih je bilo nekoliko pod pričakovanji. Skratka, tukaj je bilo mogoče manjše razočaranje, ampak ne glede na to, smo druga največja svetniška skupina v mestnem svetu. Kot taki imamo zato toliko več odgovornosti, predvsem, ker smo največja opozicijska skupina in iz tega vidika lahko rečem, da je naše delo dobro in tudi moram reči, da zadovoljno lahko pohvalim celotno skupino, ker delamo res kot homogena ekipa, dobro se sodelujemo, dopolnjujemo tudi naše strokovne službe, tako da tukaj bi res rekel same pohvale in tudi mogoče zahvale svojim kolegom, ki podpirajo mene in drugega. Kar se tiče pa samega dela mestnega sveta, so pa občutki nekoliko mešani. V prvi fazi bi mogoče rekel, da celo po pričakovanjih, takoj po izvolitvi gospoda Jankovića, je bilo pričakovati to vrstno politiko, predvsem iz naslova, bom rekel, brezkompromisnosti, doseganja nekih ciljev in pa, bom rekel, izpolnjevanja tistih predvolilnih obljub, ki jih je dal v svojih 22 točkah. Mogoče čisto na tej točki, da izpostavim nekaj najbolj ključnih vprašanj, ki so bili v tem času najbolj pereči izpostavljeni, kot ste jih mediji spremljali. Zagotovo je bil začetek sprememba statuta poslovnika. Tukaj smo imeli, kot veste, verjetno kar nekaj pomislekov, predvsem zaradi tega, ker je župan iz naslova učinkovitosti in večje efektivnosti mestnega sveta želel skrčiti ta čas razprave, skratka omejiti vsakršno kritično miselnost in pa nekako je to upravičeval, da je potrebno nekaj doseči, da razprava ni produktivna in tako naprej. Jasno, temu smo ne samo v naši svetniški skupini SDS, tudi v ostalih svetniških skupinah smo temu nasprotovali. Izkazalo se je, da smo imeli prav, ker kljub temu, da je zdaj poslovnik in statut sta omejena, še vedno vemo, da so razprave precej dolge. Ne nazadnje smo uspešno dosegli tudi obstrukcijo, ki pa je bila na tej točki, lahko rečem, popolnoma upravičena. Naslednja točka, kar je bilo jasno, so bile točke, ki so nas bodle, recimo, da spomnimo se malo nazaj, Gratel, recimo famozne donacije, za katere se še danes ne ve, kaj, kako je s temi sredstvi. Proračun leto 2007, ki je bil nekoliko, bom rekel, manjše razočaranje, pričakovali smo več od gospoda Jankovića. Ne nazadnje pa lahko rečem, da se vrnemo takoj na aktualno problematiko zapora mestnega jedra, ki je dvignila kar veliko prahu. Če vse povzamem, jaz se ne bom spuščal v oceno gospoda Jankovića, bi pa rekel to, da njegovo oceno bodo podali meščanke in meščani in če vemo, da pravzaprav se danes dnevno dogajajo razne civilne iniciative, protesti, tržnica, zapora mestnega jedra, Dravlje, potem razne vrtičkar in tako naprej, potem mislim, da je to dosti dovolj zgovorno in tudi bi bilo lahko že manjše opozorilo za gospoda župana, da vendarle cilj ne opravičuje sredstev. Pa vendarle, vaš kandidat na volitvah, dr. France Arhar, je, pač moramo reči, premočno izgubil napram aktualnemu županu kljub zelo močni podpori, tako bom rekel, vseh pomladnih strank, tudi v končni fazi predsednika vlade. Vendarle, je to, ste morda to dojeli kot neko sporočilo volivcev ali gre za kaj drugega, po vašem mnenju? No, vsaka taka stvar je sporočilo volivcev in vsako taka stvar je potrebno učinkovito analizirati. Ni pa to kakršenkoli znak za alarmantnost. Ne nazadnje, zdaj pred kratkim so potekale volitve v državni svet, kjer je SDS na splošno gledala pravzaprav, lahko rečem, zmagovalka in to je dober trend za našo stranko. Kar pa se dr. Arharja tiče, je pa zadeva taka, da je Zoran Janković je tukaj nesporno bil zmagovalec, tukaj se nimamo očitati karkoli, naša stranka je naredila največ, kar je lahko
lahko naredila. Kampanja je bila korektno vodena iz vseh strani kandidatov. Mislim, da ni bilo nobenih nekorektnosti. Mogoče je tukaj bil gospod Janković v prednosti, ker moramo vedeti, da se je v tem času dogodila tudi njegova menjava na Mercatorju. Ne nazadnje, gospod Janković je bil v javnosti močno poznan, tudi kot karizmatična osebnost. In iz tega vidika so mogoče ljudje, volivke in volivci njega bolj prepoznali kot menedžerja, kot pa kandidata dr. Arharja, ki je bil nesporno kvaliteten kandidat, ne nazadnje oče slovenskega tolarja, in jaz moram reči, da jasno, razočaranje nekoliko je bilo, potegnili smo neke zaključke, ocene smo naredili in na temu je potrebno graditi naprej. Župan Janković že skoraj da leto dni podarja ta odnos oziroma pomanjkanje le-tega med mestom in državo. SDS je tukaj v dvojni vlogi, v mestu ste opozicija, na državni ravni največja vladajoča stranka. Kaj ste, da tako rečem, v svetniški skupini v mestnem odboru SDS, če sploh kaj poskušali na tej relaciji narediti? Ste morda poskušali odigrati kakšno vlogo mediatorja? Kako? To je res, to sem tudi jaz v svojih razpravah izpostavil, da SDS je tukaj v neki dvojni vlogi, če tako rečem. Skratka, na mestni ravni, kot sem omenil, je opozicijska vloga, na državni pa vodilna vloga, vladna vloga. In iz tega naslova je potrebno razumeti, da vlada ima širši pogled, ne samo lokalni na mesto, s tem pa, da vlada nikoli ni rekla, da Ljubljana si ne zasluži posebnega tretmaja. Ne nazadnje, tudi strani vlade je bilo že večkrat podano, da je potrebno realizirati zakon o glavnem mestu. Bili so pogovori še vedno potekajo, tudi svetniška skupina je tukaj odigrala svoje, predvsem je tukaj aktiven dr. Virant in pa ne nazadnje tudi sam predsednik vlade gospod Janša. In te pogovori potekajo. Jaz mislim, da na koncu bodo rezultati pozitivni tako za mesto kot za vlado, so pa jasno to vprašanja kompromisov, kjer bo potrebno skleniti nek kompromis in predvsem se bo tukaj pokazala vloga, bom rekel, neke zrele odgovornosti, tudi Ljubljane kot glavnega mesta, ker ima Ljubljana kot glavno mesto ravno tako odgovornost do cele države in do svoje regije. Zato jaz mislim, da tukaj so stvari grejo v pravi smeri, jasno, dogovarjanja so zmeraj, bom rekel, nekoliko dolgotrajna, ampak verjamem, da bo ta obe strani našle kompromis in svetniška skupina bo tukaj maksimalno pomagala najti tisti pravi kompromis med mestom in državo. Ste v mestnem svetu, da tako rečemo, zagovorniki vladne politike ali delujete popolnoma samostojno? Vladne politike do česa? Do glavnega mesta? Recimo v tem primeru. Zdaj, glede na to, da smo ista stranka, jasno, zagovarjamo to. Moramo povedati, da tudi stranka nam ne diktira nikakršnega tempa v temu, vejo, tudi razumejo, da je tukaj interes mesta, tudi ne nazadnje, mi smo tukaj strani volivk in volivcev, da uresničujemo to. Poskušamo pa najti nek tak kompromis, ker ne nazadnje je to politična praksa vseh evropskih držav, da se država redno dogovarja z glavnimi mesti. Glavna mesta, hočemo, nočemo, imajo določeno prednosti, prioritete in pa odgovornosti na drugi strani. Tako da jaz mislim, da tudi na to lahko naredim podobne zaključke, da grejo tudi tukaj stvari v pravi smeri in da bo stranka nekako tudi nam prisluhnila, ker do zdaj dejansko smo se večkrat sestali, predsednik odbora, gospod Sušnik, se redno sestaja z predsednikom tudi stranke, poznajo zadevo, poznajo problematiko, ne nazadnje imamo tudi v vladi ministre, ki so iz Ljubljane, tako da jaz tudi še enkrat tukaj ne vidim nekih problemov. Je pa res, da bo pa tudi gospod Janković in pa mesto moral nekoliko bolj prisluhniti tudi potrebi države, ker dejansko tukaj je potrebna neka prava politika, neka zmerna politika in žal je tako, da v pravih kompromisih ne moramo reči, da je zmagal ta ali ta, ampak dejansko moramo nekako priti skupaj. Kje bo po vašem mnenju Ljubljana čez leto dni, oziroma če drugače vprašamo, kje je v tem letu dni, ki zdaj mineva, Ljubljana kljub samo naredila velik, recimo, skok? In v katero smer, naprej ali nazaj? Zagotovo lahko rečem, da je Ljubljana naredila velik napredek v medijski pozornosti, ker to je prva stvar, kar je gospodu županu uspelo, da se zaradi njegovih potez, slabih ali dobrih, kakorkoli pogledamo, Ljubljana redno pojavlja v rubrikah, ne nazadnje mu je uspelo na noge dvigniti civilno iniciativo v Ljubljani, tako da to lahko razumemo tudi kot dobro, če želimo. Zdaj ne bom rekel, da je to ravno dobro za gospoda župana, je pa dobro za Ljubljančanke in Ljubljančane, ki so bili v zadnjih letih zelo pasivni. In
Jaz tukaj bi rekel, da ne morem deliti mnenja gospoda župana, da gre tukaj za neke nergače ali karkoli podobnega. Gre za Ljubljančanke in Ljubljančane, ki imajo svoje interese, živijo v mestu in je popolnoma njihova legitimna pravica, da izražajo svoje mnenja in povejo, kaj jim všeč in kaj ne. Ker ne zadnji gospod župan je tukaj zaradi njih, ne Ljubljančanke in Ljubljančani zaradi njega. Tako da jaz mislim, da Ljubljana nasplošno dela nek napredek. Jaz se strinjam, jaz sem to javno povedal z gospodom županom, predvsem če gledamo v področju razvoja mesta, da Ljubljana od 70 let praktično, če se spomnimo, klinični center, Cankarjev dom, dvorana Tivoli, ni imela nekega večjega posega v prostor. Pozdravljamo ta celostni plan ali pa master plan, če želite. Je še nekaj popravkov, tukaj se gospod župan tudi zaveda, da so te stvari potrebne še določene regulacije. Z profesorjem Koželjem smo se pogovarjali o tej temi, zadeva je odprta in mislim, da to je za pozdravljati. Korak nazaj pa je Ljubljana naredila v demokratičnosti in pa v, bom rekel, vodenju mestnega sveta in pa, bom rekel, odnosa do Ljubljančank in Ljubljančanov. Tukaj pa moram biti bolj kritičen in mislim, da to meščanke in meščani sami ocenjujejo, ker drugače si ne znam razlagati teh protestov, ki pa zdaj rastejo kot gobe po dežju in mislim, da bi tukaj bilo potrebno prisluhniti, kaj ljudje mislijo. Eden od županovih, da rečemo, podpisov, je tudi teh famoznih 22 projektov, kjer obstajajo table, časovnice, načrti, s katerimi od teh projektov se v vaši svetniški skupini, da rečem, a priori strinjate in jih podpirate v osnovi, kateri so pa tisti, ki so po vašem mnenju morda nekoliko bodisi preambiciozni, preekstravagantni? No, jaz zdaj v bistvu ne bi to govoril, kaj je in kaj ne. To je zdaj, tudi nisem poklican za to. Ne, nazadnje to je župan obljubil, to je njegova odgovornost in dolžnost do volivcev in volivk. To je vprašanje pravzaprav za volivke in volivce. Mi smo rekli na začetku mandata, podpirali bomo vsak dober predlog. Veliko predlogov je žal, bom rekel, mogoče nekoliko prenapihnenih, tudi v samem masterplanu, katerega sem prej omenil o celostnem razvoju mesta, je nekaj projektov, ki so prenapihneni. Vemo, da Ljubljana ima kot mesto še danes težave z določenjem svojih zemljišč in na podlagi tega, če ne ve, kaj je v njeni lasti in kaj ne, je težko delati nek trajnostni razvoj mesta. Absolutno podpiramo razvoj športne infrastrukture, stadion, čeprav vse postavlja vprašanje smiselnosti dveh stadionov, mislim, da moje osebno mnenje, da Ljubljana ne potrebuje ravno dveh stadionov, ampak ne glede na to, prav je, da se v Ljubljani zgradi. Mi a priori ne nasprotujemo nobenemu od teh 22 projektov. Gre se samo za to, kaj so tiste prioritete in kaj ne in kako župan dosega to. Jaz mislim, da z neko agresivno politiko ni primeren pristop do vse. Nihče ne bo zameril gospodu županu, če kakšen projekt ne bo tako realiziran, ker mislim, da Ljubljana potrebuje tudi velik poudarek na področju zdravstva, kulture, če želite, socialnega skrbstva in tako naprej. To pa so področja, ki pa jih je župan tako proračunsko kot programsko zelo prikrajšal in to je tisto, kar nas pa nekoliko bolj skrbi. Naravno, v teh dneh se sprejema proračun za leto 2008. Če bi, da rečem, imeli večino v mestnem svetu, katerim projektom bi ali pa katerim področjem bi dali prednost v vaši svetniški skupini, v vaši stranki? To je zdaj, moram reči, nekoliko težko reči, kateri, ker dejansko, če se opredelimo zdaj za nek projekt, se zmeraj oglasi neka skupina zainteresirana, ki pravi, da zdaj pa mi ne, zato je mogoče nehvaležno to vprašanje. Ampak v redu, zagotovo je potrebno, prva stvar, kar je zagotovo prometna ureditev, to je ključen problem Ljubljane. Ravno tako je potrebno rešiti vprašanje šolstva, Ljubljana je tukaj zelo podhranjena na tem vprašanju. Tudi, bom rekel, infrastruktura, razvoj komunala in pa jasno sociala. To je to področje, ki pa nas nekoliko skrbi, ker Ljubljana kljub temu, da ima, bom rekel, napram ostalim regijam zelo visoko kotira, ima pravzaprav za mlade družine, zdaj predvsem tukaj mislim, veliko težavo. Tako da jaz mogoče bi izpostavil prioriteto predvsem stanovanja za mlade družine, ne samo tako virtualno, kot razlaga gospod župan, bomo dali stanovanja po 1800 evrov ali pa še celo 1600, potrebno je konkretno realizirati. In mogoče je to eno od vprašanj, ki bi se mu dalo ali bilo pa potrebno dati več pozornosti. V letošnjem letu je mestni odbor SDS dobil novega predsednika, to je Petra Sušnik. Kakšne so njegove naloge, kaj čaka vašo stranko na mestni ravni v prihodnjem letu?
No, naša stranka v tem obdobju je pravzaprav ves čas dobro delala, tudi sprememba izvršilnega odbora ni posledica tega, da bi odbor slabo delal, pač neka normalen razvoj, neka evolucija, če želite, da potrebno je pomladiti odbor. Moram reči, da imamo zelo kvaliteten izvršilni odbor. Dr. Bručan, ki je bil prej predsednik mestnega odbora, vemo, da je bil zaposlen kot minister, težko je usklajevati vse funkcije, še posebno, ker vemo, kakšne stvari so se potem dogajale, pritiski na njegovo ministrstvo. Tako da mislim, da je bila to neka logična posledica, tudi pač reden kongres oziroma svet, ki je izglasoval konferenca novo izvršilni odbor. Tako da jaz mislim, da bistveno, kar je bilo spremenjeno potem, je to, da se je močno pomladil ta izvršilni odbor. Skratka, neka nova energija, veliko mladih je vstopilo. S tem želimo kot stranka sporočiti tudi javnosti, da smo odprti za mlade. Ne nazadnje imamo največji podmladek izmed vseh strank. Programsko pa mislim, da zadeva ne bo kaj bistveno drugačna, ker predvsem želimo mi nadgrajevati. Ne želimo zumljati neke tople vode ali kar podobnega. So stvari, ki smo jih ocenili za kvalitetne, so stvari, ki so nekoliko manj kvalitetne, te treba popraviti in pa predvsem želimo narediti odbor odprt za javnost, dostopen. Ne nazadnje to, da smo na pravi smeri, dokazuje tudi to, da se veliko meščank in meščanov dnevno obrača tako na mene kot na kolege svetnike in izvršilni odbor z problematiko, ki jih pesti dnevno v mestu. Prvič se je zgodilo, da ima ena sama lista v ljubljanskem mestnem svetu absolutno večino. Videli smo, da ta sicer ni 100-odstotna oziroma ni vedno 100-odstotna, pa vendarle se vam zdi to nek nov moment v ljubljanski mestni politiki, ki je bila do zdaj v dobrem ali v slabem vedno koalicijska. No, to lahko zdaj obračamo. Če gremo po vrsti, da recimo, gospod Janković, mogoče je to celo bolj ključno, kot da je on župan, je to, da ima 23 glasov, kar mu pravzaprav omogoča, da vodi mestni svet, kot si želi, oziroma to mesto. Jaz moram reči tukaj na tem mestu odkrito, da sem nekoliko presenečen in tudi razočaran, ker na listi Zorana Jankovića je nekaj uglednih imen, akademskih nazivov in da pravzaprav brez kakršne koli mere kritičnosti glasujejo po navodilih župana. To me nekoliko zbode, da je nekdo izvoljen z strani meščank in meščanov in da služi zgolj kot nek glasovalni stroj. Potrebna je nekaj kritičnosti, jaz razumem, da razprava nekoga omejuje, da mu ni všeč, ampak razprava je demokratično orodje in ne nazadnje tudi 23 glasov, ko smo videli, ni garant za uspeh. Ne nazadnje smo videli pred kratkim, da se je zgodila obstrukcija strani opozicije, ne zaradi kakršnega koli trmoglavljenja, kot je izrazil župan, ampak predvsem z nestrinjanjem s to politiko. In iz tega naslova bi lahko rekel, da gre za nek nov moment, pravzaprav prvi moment je jasno ta 23 glasov, velika večina, mogoče je za vse nas tudi to nekakšen nov izziv, kako se soočati s tem glasovalnim strojem. Po drugi strani je pa tudi to neka moralna podpora, ki nam je dala ta obstrukcija, da vendarle ni nobena stvar 100% zanesljiva. Vendarle nekako nam daje to upanje, da so še svetniki ali pa svetnice na listi Zorana Jankovića, ne glede na to, da so podvrženi, bom rekel, nadzoru ali pa dogovoru strani županov, da glasujejo po njegovem navodilu, da so ljudje, ki si želijo misliti svojo glavo in jim je na prvem mestu predvsem vprašanje, kaj želijo Ljubljančanke in Ljubljančani, ne toliko župan. Kako poteka sodelovanje z opozicijo v končni fazi z vašimi, zdaj rečemo, opozicijskimi kolegi? Ste se v prejšnjem mandatu gledali čez opozicijsko-pozicijske okope? Ja, to je pa zanimivo. Zadeva je taka, da tokrat se je opozicija združila. So stvari, v katerih imamo drugačne poglede in s tem ni popolnoma nič narobe. Težava nastopi, ko začne primanjkovati pravih argumentov. Tam nastane težava. Moram pa reči, da z opozicijo, z vsemi svetniškimi skupinami sodelujemo korektno, so dogovori, se pogovarjamo, izmenjujemo mnenja. Ne nazadnje pa pravzaprav je zadeva taka, da nas druži ena ključna točka, to so zahteve Ljubljančank in Ljubljančanov. To je pa ena izmed stvari, ki jih župan prepogosto spregleda, mi pa se te napake ne želimo privoščiti. Ker ne nazadnje mandat traja 4 leta so hitro naokoli in še enkrat cilj ne opravičuje sredstev in potrebno je prisluhniti tudi meščanke in meščanov in iz tega izhajamo in to nas opozicijo nekako združuje in moram reči, da lahko ocenim vsaj dozdajšnje sodelovanje kot zelo korektno. Si morda želite kaj več tovrstnega sodelovanja tudi strani županstva in liste Zorana Jankovića, predvsem kako si to predstavljate? No,
Predvsem bi želeli strani župana, da nekoliko prisluhne tem zadevam. Mi popolnoma razumemo župana, da ima neko obljubo do volivk in volivcev, da ima svoj program. Hkrati je pa potrebno se zavedati, da je tukaj tudi mestni svet, da gospod Janković ni dobil 100% glasov, kot je to želi prikazati, in dokler bo opozicija v tem mestnem svetu, toliko mnenj pač je. Gospod župan izhaja, kot poudarja, iz menedžerskih vod, tam razumem, da je bilo manj demokracije, zdaj je neka druga funkcija, kjer pa je demokracija, saj osnovni temelji so potrebni in je potrebno prisluhniti mnenjem, in če bi gospod župan prisluhnil mnenja, bi videl, da marsikatero naše mnenje, predlog, pripomba, sugestija je zelo kvalitetna. Tako da jaz upam, da skozi čas bo gospod župan nekoliko omehčal to politiko. Ne nazadnje sva tudi mi imela že kakšen tak pogovor. Dosegli smo že en kompromis pri omejevanju razprave, kjer sem bil pač sam prisoten na teh pogajanjih. Tam moram reči, da je gospod župan pač nam prisluhnil, čeprav naša zahteva ali pa pričakovanja, želje so bile, da se ne omeji te razprave. Tako da jaz mislim, da se gospod župan tudi iz tega nekako upamo, da se bo popravil, ker lista nadzora na Jankovića, pa kot sem že menil, pravzaprav je pa odvisna samo od njega oziroma od njegovih navodil, zato v tem primeru jaz jih mogoče niti ne bi izpostavljal svetnike. Je pa zanesljivo to, da, ker pač z njimi tudi komuniciramo, da je bilo že kar nekaj govora o tem, da so pa projekti, s katerimi pa se ne strinjajo najbolj županov, kljub temu, da so na njegovi listi. Boštjan Cizelj, svetnik SDS v mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. Hvala lepa in vse dobro v novem letu 2008. Hvala enako tudi vam in pa vašim poslušalcem.